Profesor Drnovšek, kot vodja laboratorija za metrologijo in kakovost, vsako leto na Fakulteti za elektrotehniko pripravljate tudi za strokovno in laično javnost dogodek, kjer predstavljate pomen in vlogo metrologije. Ti dve zadevi sta namreč v vsakodnevnem življenju veliko bolj pomembni in imata širši pomen, kot si sploh predstavljamo. Res je, naloga fakultete in univerze na splošno ni samo razvojno delo na nekem segmentu za iskanje novih znanstvenih odkritij in tako naprej, ampak ima izjemno pomembno vlogo tudi v učenju in prenosu znanja za bodoče strokovnjake. Enako pomembno je pa osveščanje tudi laične javnosti na širšem področju za tista področja znanj, ki v družbi veliko pomenijo. In so področja, ki v družbi so bolj poznana, bolj prisotna, bolj razumljiva, in tista, ki so manj razumljiva, pa čeprav so prisotna. In eno od takih področij, brez katerega modernega življenja sploh ne bi si mogli zamisliti, je zagotovo merilna tehnika. In merjenja kot merjenja ni izum moderne dobe. Merjenja so se pojavila že 3000 let pred našim štetjem, ko se je v bistvu uvedel denar. In tisti trenutek, ko je bilo treba neko materialno substanco prevesti v denar, zato ker se nismo mogli komunicirati med enim krajem in drugim krajem z neko veliko količino peska, veliko količino hrane, ampak je bilo treba to pretvoriti v denar, v tistem trenutku so se pojavila merjenja. Ampak v tistem trenutku se pojavlja tudi potreba po točnih merjenjih. In v tistem trenutku se pojavlja tudi relacija s poštenostjo trgovanja, zaradi tega, ker točno pretvoriti neko materijo v denar je pomenilo in znati izmeriti in biti pošten pri temu. In kakorkoli se hecno sliši, logika, ki je bila prisotna takrat, torej v današnjem najbolj problematičnem delu sveta, to je v rekah Tigrisu in Evfratu, je bila zibelka razvoja človeštva v tistem času. Ta ista logika merjenj, poštenih merjenj, velja še danes kot temeljno gibalo v skupnem evropskem trgu. A je metrologija, lahko rečemo, da je to znanost? Metrologija je samo tujka za znanost o meroslovju, znanost o merjenju. Tako da to je definitivno znanost, in to znanost, ki ni vertikalna, to pomeni vezana samo na eno panogo, ampak je izrazito horizontalna znanost. Znanost o merjenju je prisotna na področju fizike, kemije, okoljskih znanj, farmacije, medicine, biologije. Torej, jo ni znanosti pod pojmom moderne znanosti, kjer meritev, merjenje kot temeljna empirična metoda za potrjevanje določenih znanstvenih hipotez ne bi bila prisotna. Ampak poleg tega, da je znanstvena disciplina, je tudi sociodružbena kategorija, ker se mi v vsakodnevnem življenju stalno primerjamo. Primerjamo stopnje izobrazbe, primerjamo kakovost življenja, primerjamo kakovost šolskih programov, učnih uspehov. To so vse merjenja, ki pa se med seboj seveda bistveno razlikujejo v svojih izhodiščih, vendar to so merjenja. Torej, merjenje je izrazito znanstvena disciplina in tudi sociodružbena kategorija. Poleg tega pa brez meritev nobena moderna družba ne bi funkcionirala zaradi infrastrukture. Mi vemo, da smo v skupnem trgu popolnoma omejeni, koliko lahko hitro vozimo, koliko moramo plačati za različna goriva, koliko moramo plačati za plin, kakšna je lahko emisija škodljivih snovi v zraku, koliko imamo lahko alkohola v sebi. Vse to je treba izmeriti. Torej je tudi ključna infrastruktura za delovanje skupnega trga. Metrologijo kot metodo jemljemo že kot samoumevno, ne? Zakaj se tako, mislim, ne gre za to, da se je spustila recimo na tak laičen vsakdanji nivo, ampak vsake rezultate, ki jih dobimo, se nam zdijo vsi samoumevni.
Ja, to je pravzaprav to je izjemno dobro vprašanje oziroma opazovanje. In mi smo imeli v maju mesecu v Madridu smo praznovali 30-letnico delovanja skupne Evropskega združenja za merilno tehniko. In delovni naslov, slogan, za katerega ki smo si ga izbrali, je bil natančno to. Meteorologija je izjemno pomembna v vseh segmentih moderne družbe. Ima pa eno veliko težavo. Težava je ta, da je na videz tako enostavna in zaradi tega je podcenjena. Poleg tega, da zgleda na videz enostavna, tudi relativno dobro deluje in je premalo problemov, in če bi bilo več problemov, bi seveda bila bolj eksponirana in bi bila tudi za politike bolj interesantna. Hvala Bogu ni. Ampak v tistem trenutku, ko pa meteorologija pravzaprav predstavlja ključno vprašanje, ali nekim rezultatom naj verjamemo ali ne, se pa pojavljajo problemi, ne lokalni, globalni. Mi se še danes sprašujemo v smislu klimatskih sprememb, ali se globalna temperatura veča ali se manjša. Torej gre za neko dilemo, ki je izključno vezana na to, ali smo sposobni dokazati, da se merjenja, ki se uporabljajo za ta zaključek že skozi zgodovino, ali so dovolj kredibilna, torej dovolj kakovostna, dovolj točna, da lahko rečemo, dejansko svet se segreva. Ker če to ne znamo dovolj dokazati, bojo vsi nasprotniki globalnega segrevanja rekli, se ni nobenega problema, se lahko še naprej tako razkošno, potratno in škodljivo trošimo energetske vire v globalnem prostoru. Mi moramo z točnimi merjenji dokazati, da določene, bi rekel, stereotipe in ekonomske interese na globalnem nivoju lahko, bi rekel, preprečimo, ob tem, če bo seveda politična volja za to. Tako da merjenja so izjemno ključna, da jim verjamemo. Samo se pa dostikrat pojavlja pa skepsa, ne? Mislim, skoraj da, recimo v vsakdanjem življenju, ko opazujemo recimo ali beremo o kakšnih lestvicah, recimo, če rečeva ker ste pač na univerzi, a ne, gre za lestvico uspešnosti, svetovno lestvico uspešnosti posameznih univerz, kam sodi recimo Univerza v Ljubljani. Tu vedno neka skepsa obstaja. Seveda obstaja skepsa in to je popolnoma razumljivo, zaradi tega, ker gre za temeljni pristop, kako rangirati. Namreč, eno je govoriti o fizikalnih pojavih, kjer imamo fizikalne enote za posamezne veličine in uporabljamo tako imenovane racionalne lestvice. In danes ni noben problem reči, masa tega predmeta je 6 kg, drugega je 100, to pomeni, da je razmerje jasno, koliko je med maso enega predmeta in maso drugega predmeta. Vemo, da je tudi razlika, interval med dvema stopnjama enak. To sploh ni več problem. Mi danes nimamo problemov za večino fizikalno-kemijskih meritev, merjen v naravoslovju, medicini, vendar, čim pa pridemo izven tega, da za veličine nimamo enot in lestvic, potem je pa seveda stvar bistveno drugačna. In ravno rangiranje, recimo konec koncev tudi rangiranje športnikov, sej prvo, drugo, tretje mesto ne pomeni nič drugega, da je bil prvi za spoznanje hitrejši kot drugi. Ampak razlika med prvim in drugim je lahko neprimerno manjša kot med drugim in tretjim in petim in šestim. To pomeni, tukaj gre, čeprav gre za merjenje časa, gre samo za nek red, temu rečemo ordinalna lestvica. Še mnogo bolj zahtevno, ampak merimo čas in to je izjemno, bi rekel, trivialno v primeri z meritvami uspešnosti univerz. Namreč, kriteriji, po katerih so razvrščene univerze, so pač sprejeti, vendar lahko bi bili tudi drugačni. Recimo, kriteriji, ki so danes vezani na število znanstvenih člankov, kakovost znanstvenih člankov, Nobelovih nagrajencev in tako naprej. To so neki objektivni parametri. Vendar, kljub vsemu, ta lestvica
omogoča izključno oceno, kdo je mal naprej, kdo je mal odzadaj, po teh kriterijih. Že če bi recimo merili zadovoljstvo in srečo študentov in uspešnost študentov, ki zapuščajo te univerze, kaj šele recimo njihovo socialno pozicijo, bi ta lestvica bila lahko morda popolnoma drugačna. In ta hip, če nekoliko karikiram, edina objektivna lestvica bi bila recimo, če bi zmerili maso vseh profesorjev, koliko so profesorji težki, pa bi rekli, ta je svetovni prvak, ta je drugi, ta je tretji, ta je četrti. Ne? Torej, ko imamo enote in mere, je rangiranje popolnoma drugačno kot tam, kjer tega nimamo. Zaradi tega lahko pride do popolnoma napačnih interpretacij in lahko se morda neka univerza, nek študijski program, nek družbeni pojav. Recimo, če bi rangirali, kakovost domov za starejše občane. Na osnovi česa bi to rangirali? Koliko jih preživi, kakšna je povprečna starost, koliko so ljudje srečni, koliko dni grejo na sprehod. Torej, treba je najti neko objektivno meritev, nek parameter in ko določimo enoto, potem je pa lahko lestvica vzpostavljena. Se zato najbrž je ravno to objektivnost in iskanje objektivnega parametra najtežje recimo vzpostaviti. Absolutno. Da ne pride do napačnih interpretacij in pa teh približkov, kar se recimo v interpretacijah dostikrat pojavljajo. In točno to je največji problem. Če ne govorimo o tistih veličinah, ki imajo enote in racionalne lestvice, ampak govorimo o vseh ostalih področjih, subjektivnih, recimo merjenje bolečine. Bolečinski prag za vas je drugačen kot zame. Zopet je za mene različen v različnih fazah psihofizičnega počutja danes in jutri, poleti in pozimi. Torej, dokler mi nimamo empirično določene enote in lestvice in ustreznega matematičnega modela, mi ne moremo govoriti o popolnoma objektivni interpretaciji rezultatov. Zaradi tega je ob vseh teh rangiranjih izjemno pomembno korektno in celovito podati vse tiste dodatne informacije, ki dejansko povejo, to rangiranje je na osnovu tega in pomeni to in to. Poglejte, po logiki nekaterih se jim zdi vprašljivo, zakaj se meroslovje pač poučuje na fakulteti za elektrotehniko. Kakšna je tu vaš odgovor? Ja, tudi to je zanimivo vprašanje. Veste, na različnih fakultetah in v Sloveniji in v svetu je tako, da nikjer ne moremo govoriti o 100% matičnosti nekega področja. Področja so v bistvu matična v smislu izkazanega interesa določenih ljudi v določenem časovnem obdobju. Jaz lahko da rečem samo to, da je v Sloveniji zelo slučajno področje merilne tehnike prisotno na fakulteti za elektrotehnike od časov, ko smo se iz stare tehnike na Aškerčevi preselili sem, ker smo imeli izjemno pomembnega naravoslovca, humanista, alpinista, profesora Učina, ki je merilno tehniko že pred vojno in po vojni propagiral, je bil tudi v mednarodnih krogih znan in je za gostoto magnetnega pretoka uvedel enoto Tesla v Grenoblu leta 1958. In zaradi tega ima tradicijo elektrotehnika za pokrivanje merilne tehnike. Res je pa to, da veliko inštrumentov, ki so elektrotehniške narave po svojem bistvu delovanja, uporabljamo v medicini, v strojništvu, v proizvodnih sistemih, tako da elektrotehnika si nikakor ne lasti primata, niti približno, vendar narava tovrstnih merilnih inštrumentov, ta hip je elektrotehniške narave, elektronske, zato je tukaj. Če bojo pa recimo čez 10 let bioprocesori prevzeli in bo to šlo na biosmer, bo pa mogoče to področje se preselili na Nacionalni inštitut za biologijo ali pa živalski vrt 500 metrov naprej od naše fakultete. To so vse razvojne tendence. Na marsikateri fakulteti se je
odnos do merilne tehnike bistveno spremenil. Na kemiji, recimo, absolutno, na biologiji, na inštitutu Jožef Štefan so v mednarodni podiplomski šoli v okviru senzorskih tehnologij uvedli metrologijo in jo pokrivamo z mojimi sodelavci tudi mi tam. Tako da to sploh ne gre za neko domeno. V Nemčiji je kar nekaj univerz, kjer se merilna tehnika, recimo na fiziki, poudarjeno predava, ali pa na strojnih fakultetah. Tako da tukaj gre za neko generično disciplino, ki je pač v vsakem okolju zraste tam, kjer je mogoče tudi individualni interes nekoliko večji. Vaš laboratorij ima tudi akreditacijo za meroslovje. Kaj to pomeni? Naš laboratorij ima akreditacijo za področje temperaturnih merjenj. To pomeni, da so naša merjenja mednarodno priznana v smislu zanesljivosti merilnih rezultatov in akreditacija je ravno zagotovilo ali pa dokaz s strani Nacionalne akreditacijske službe, da laboratorij izvaja meritve, ki jim velja zaupati. V Sloveniji imamo svojo slovensko akreditacijsko službo, ki obavlja ta nadzor, in imamo vrsto laboratorijev, ki so tudi akreditirani. Na področju temperature in vlage smo mi na najvišjem nivoju akreditirani z najmanjšo merilno negotovostjo, ampak na istem nivoju imamo v Sloveniji tudi ostale nosilce nacionalnih etalonov, ki so na Kemijskem inštitutu, na inštitutu Jožef Štefan, na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, na Zavodu za gradbeništvo, na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje, Inštitutu za kovinske materiale, Nacionalnem inštitutu za biologijo, na Inštitutu za oljkarstvo v Izoli, da ne pozabim, zelo pomemben in potencialno izjemno zanimiv inštitut. Mislim, da sem naštel vse in seveda v okviru našega urada za meroslovje. Vaša fakulteta oziroma vaš laboratorij pripravlja tudi različna srečanja, simpozije, pozornost pa je zbudil simpozij merjenje nemogočega. Kako je možno nemogoče meriti? Ja, tukaj gre za majhno, bi rekel, besedno igro. Merjenje nemogočega bi v samem svojem bistvu nekdo rekel, da je to nesmisel, ampak to je logični nesmisel. Namreč nemogoče je mišljeno to v smislu, da kar je pred 20, 30, 40 leti bilo nemogoče, je mogoče danes. In to je dokazano, da je mogoče danes. In to, kar je danes nemogoče, bo zagotovo čez 20-30 let mogoče. To pomeni, naloga nas, znanstvenikov ali pa humanistov in raziskovalcev pa ta, da ne gledamo samo 3-4 leta naprej za naslednjo volilno obdobje, ko delajo to naši politiki, ampak moramo gledati malo širše. Moramo gledati in naprej in horizontalno po področju. In v smislu koncepta razvoja merilne tehnike imamo dve, tako bi rekel, dilemi, globalni dilemi. To nista dilemi našega laboratorija, naše katedre, naše raziskovalne skupine. Eno je na posameznih segmentih meriti vse bolje in bolje. Torej, klimatske spremembe boljš meriti, z manjšo negotovostjo, z večjo točnostjo, industrijske procese, proizvodne procese, energetske procese, meriti bolje in bolje, nadzor nad okoljem vršiti bolje in bolje. Torej, eno je iti po vertikali iz morda negotovosti 1% na desetinko procenta ali parts per million na delček biljoninko. Ampak enako ali še bolj pomembno pa je koncept meroslovja širiti horizontalno, torej iz področja tehnike in naravoslovja, kjer to v največji meri obvladamo, iti na nova področja. In tam lahko z našim konceptom naredimo veliko. To je ta ideja interdisciplinarnosti, za razliko od multidisciplinarnosti. Multidisciplinarnost je nekaj utečenega. Za en problem je treba 5 različnih profilov dati za mizo, zgodovinarja, humanista, psihologa, fizika, matematika. To je multidisciplinarnost. Ni pa še rečeno,
da bo s tem zagotovljena tudi interdisciplinarnost, da se temeljna dejstva, znanja neke resnice iz enega področja prenesejo in implementirajo na drugem področju. In ravno v tem smislu smo mi nekako interno znotraj fakultete ustanovili naš center za interdisciplinarno metrologijo, kjer želimo naša ekspertna znanja na področju tehnike, elektrotehnike, toplotne tehnike prenesti na druga področja, recimo na medicino, na energetsko učinkovitost, na okoljska merjenja. In ravno danes smo naredili en izjemno zanimiv eksperiment, da se toplotna merjenja, brezkontaktna s termovizijo, kako bi se to lahko uporabljalo potencialno pri boljšem obvladovanju pri transplantaciji ledvic v kliničnem centru. In moram vedno znova ugotoviti, kako so naši kolegi na drugih področjih, v tem primeru ravno z področja medicine, kakšen velik interes je se spoznati z, bi rekel, tehnikami, tehnologijami, znanji iz drugih področij. In ponovno se kaže, da se pri nas vse preveč išče nove rešitve, nove poglede, 1000 kilometrov stran, veliko premalo je pa koriščenja potencialov, ki so praktično čez cesto v Sloveniji. In v Sloveniji je tako majhna, da smo si vsi v bistvu čez cesto. Hvala vam, profesor. Hvala.